Nocoj kaj dogaja, gostimo perspektivno mlado igralko, ki blesti tako na odru kot na televizijskih zaslonih. Z nami je Diana Kolenc. Diana, dober večer. Dober večer. Gledalci te lahko spremljajo v mladinski seriji Kaj plus Ester. Zavedno odigrala si vlogo dijakinje iz drugega letnika, če se ne motim. Ko si študirala to vlogo. Ne vem, a si začutila, kakšne imajo pa kaj mladi danes najstniki probleme? Drugačne, kakor mi ta stari, sem na sebe kažem. Jaz se s tem popolnoma poistovetim. Mislim, da je bil za mojo vlogo ključen en ta proces iskanja, ki ga imamo v srednji šoli. Ta serija je nastajala sicer pred nekaj leti, tako da sem lahko črpala iz zelo svojih izkušenj v času srednje šole. Mislim, da pa je samo vse več informacij, pa vse več zaslonov, da problemi neki intimni so pa zelo podobni. Se pravi, vse je isto, tehnologija je mečken drugačna. Ja, malo se aplikacija spreminja. No, poleg serije pa smo vzporedno dobili tudi oddajo Bingljanje, kjer mladi skupaj z voditelji komentirajo teme, ki jih predeluje serija. S čim oziroma čemu se ti zdi, da prispevajo to vrstne oddaje? Mislim, da so zelo koristne. Mi, ko je prva epizoda serije bila v etru, smo se v bistvu z ekipo dobili in smo si jo ogledali v živo. In smo potem tudi pogledali dejansko prvo epizodo Bingljanja z izjemno voditeljico Katjo. In je bilo v bistvu zelo zanimivo, kako se je lahko zgodil en direkten dialog med nami ustvarjalci, sicer preko ekrana, no, ampak tudi s prejemniki te vsebine. In je bilo v bistvu zelo zanimivo, kako so oni pogledali na to serijo, kaj so teme, ki so njih zintrigirale. Da vidiš takoj nek odziv potem. Absolutno. Mislim, da je vsak dialog v kakršnem koli obliki že je zelo dragocen. Lansko leto smo te želeli imeti v oddaji, pa se ni išlo. In sicer zaradi tega, ker si prejela Vesno za najboljšo igralko v celovečernem filmu Opazovanje. Tako mlada in tako prestižno nagrado dobiti, a je to neka vzpodbuda, nek zagon za naprej, ali je tudi majčken pritiska? Ja, hecno je. Se mi zdi, da sem imela veliko srečo, da sem lahko v eni sezoni v bistvu dobila, mislim, precej velik nagrad, no. In sem, najprej si ustvarila velik pritisk, pa sem pa ugotovila, da dokler jaz ne bom pomirjena sama s sabo, mi te nagrade ne bodo mogle prinesti nobene sreče. Sicer sem na svobodi, nisem zaposlena v nobenem ansamblu, tako da so te nagrade absolutno ena potrditev, ki ti je ne more nihče vzeti, in pri, ne vem, ko iščejo kakšnega gosta, kar je vse redkeje za kakšen projekt, absolutno te nagrade včasih tudi odtehtajo ali pa prinesejo. Več kličejo. Ja, si dobila več vlog. To niti ne, tega ne moram reči, ampak se mi zdi, da tudi nagrade so stvar slučaja, tako kot to, da dobiš vlogo ali pa da si poklican, da si na pravem mestu ob pravem trenutku in tako. En kozmičen preplet se mora zgoditi. Ker veliko nagrad si pa dobila tudi za delo v gledališču. Ja. Kaj bi rekla? Kaj imaš rajš? Imaš rajš oder ali imaš rajš filmske kamere? To, kar sem pregovorila o dialogu, se mi zdi, da imam zelo rada teater, zato ker se zgodi en neposreden dialog, ta pretok energij, pa ta komunikacija, ki jo imaš z gledalci, je meni v bistvu nekaj najbolj dragocenega in v bistvu živim za te trenutke, no, bi tako rekla. Kamere se pa v bistvu dost bojim, če sem iskrena, nimam dovolj izkušenj. Seveda mi je ta medij eden ljubših in blazno rada gledam filme in v bistvu bi si želela več izkušenj v tem mediju. Je pa z količino izjemnih igralcev in produkcijo, ki je to v bistvu redka priložnost. In ko je zelo dragocena. Kaj pa recimo na odru? Me je to vedno zanimalo. Ko pride komik, oziroma ko se dogaja neka komedija na odru, imaš takoj odziv publike, če pač te ima publika rada, če te sprejme. Kaj pa, če se na odru igra neko dramo? A vidiš šele na koncu, je publika zadovoljna, ko je aplavz, ali že vmes malo čutiš, jih spremljaš, kako reagirajo? Mislim, da je ta moč, ki jo imajo gledalci, da seva na oder, tako da je nemogoče ne začutiti njihovo energijo, ki je lahko včasih zelo spodbudna, včasih pa se moraš boriti proti njej. Ampak ja, tako kot sem rekla, ta dialog je nekaj posebenega, zelo imam rada to kemijo, ki se zgodi in začutiš ta vakum, ko so napeti ali pa release, sprostitev ob kakšnih trenutkih. Izjemno je, dragoceno mi je stati pred publiko, zelo imam rada. Kdaj te lahko vidimo v bližnji prihodnosti? Kje te lahko vidimo v bližnji prihodnosti? Priporočila bi predstavo Nafta v Mini teatru. Naslednja ponovitev bo 20. marca. To je predstava Jana Krmelja, s katerim sva sodelovala že pri predstavi Razpoka, ki je dobila tudi te nagrade, o katerih sva govorili.
To je pa ena predstava, v bistvu, ki za izhodišče jemlje pet umetnikov, ki kritizirajo svet, v katerem živimo, vsak svojega področja in v bistvu za izhodišče vzemajo nafto kot snov, ki v bistvu... Odlično. Nafta torej v mini teatru. Diana, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Še veliko dobrih vlog, filmskih nagrad in aplavzov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Srečno tudi vama.